čevlji so bili bolj masivni in so bili namenjeni tako hribolazanju kot smučanju. Sprav običajno so imeli kaj bolj široke sprednje konice, tako da se je dalo to pripeti tudi v smuče in se je potem to uporabljalo. Je bilo pa seveda nekateri, predvsem po moje pod vplivom Sandija Blažine, so pa nosili tako imenovane plezalnike, ali takrat so jim rekli škarpučini, ki so po moje izhajali iz Italije. Marjan Kerhič Belač je ponosno hodil v takih črnih, zloščenih škarpučinih, pa seveda, kot sem Sandija videl tudi. Drugače smo pa pač hlačali v tistih bolj debelih čevljih. Še ena zanimivost, če si zbal recimo toliko in toliko čevljev na leto, je bil to velik strošek, da je to običajno si nekje potem kam hodil delat. Jaz sem pa to srečo, da sem poznal tam v Želimljah enega čevljarja, ki je pri usnju, ki smo ga dobili pri Koteksu, je potem zelo umetelno izdelal marsikakšen čevelj in sem hodil k njemu in potem naenkrat je rekel: "Čakaj, zakaj bi jaz zate delal, tukaj se usedi zraven, pa boš sam dretov vlekel." In so potem sedela na tistem nizkem stolčku. On je za en škarpet vlekel drekto, za drugega sem pa jaz